APM. Kaj je delavski avto? Vprašanje, ki je na prvi pogled zelo ozko avtomobilsko, v resnici pa veliko širše. Je to najcenejši avto, najmanjši, najbolj osnovni? Ali pa nekakšno ogledalo družbe, ki pove, kakšno mobilnost si lahko človek s svojim delom sploh privošči? In če je bil nekoč le simbol dostopnosti, da si lahko tudi nekdo, ki živi od svoje plače, kupi dovolj mobilnosti, danes dobiva povsem drugačen pomen. Razmišljava s strokovnim sodelavcem Andrejem Brglezom. APM. Andrej, danes se torej zapeljeva na pot delavskega avtomobila od Fordovega modela T prek hrošča, spačka, fička in Corole, pa vse do današnjih Dač in rabljenih Toyot in se seveda sprašujeva, ali avto še vedno služi življenju večine ali pa spet postaja nekakšen privilegij. Ampak preden prideva do avtomobilov, se mi zdi prav, da najprej razčistiva nekaj bolj temeljnega. Ko rečeva delavski razred, marsikdo še vedno najprej vidi tovarniškega delavca za tekočim trakom in industrijsko 20. stoletje, toda v najinem avtomobilskem gledanju bova morala pojem delavski razred nekoliko razširiti. Seveda celimo se k kupcu, ki ni živel od kapitala, ampak od svojega dela, od plače, od tega, da so morali vsak dan nekam priti, oddelati svoje ure in s tem zgraditi življenje sebi in svoji družini. In prav tu nekje vstopi ta najin avtomobil, ne kot luksus, ampak kot zelo konkretno orodje, ki delavskemu razredu izdatno olajša in izboljša življenje. Ford je to razumel zelo zgodaj. Tekoči trak ni spremenil le proizvodnje, ampak tudi idejo o tem, kdo naj bi si avto sploh lahko privoščil. Pogosto slišimo skoraj to mitološko misel, da je hotel Ford izdelovati avtomobile, ki jih bodo lahko kupili tudi njegovi delavci. Ja, ampak takrat še ni bilo delavskega avtomobila, in pravzaprav tudi model T, Ford model T, ki je torej prvi prihajal iz tekočega traku, težko označijo kot delavski avto. Moram reči, še preden greva na modele in avtomobile, ki jih bova tako označila, tukaj nastane zelo pomembna pravzaprav stvar za mobilnost, pri tekočem traku. Seveda, jasno, on je rekel in tudi videl to, tudi veliko govoril o tem, kako če si delavci ne bodo mogli kupiti tega avtomobila, komu jih bomo prodajali zdaj, ko jih naredimo tako veliko. Pravzaprav so delavci, ki so delali v njegovi tovarni, ob svojem delu delali še v klavnicah, kjer so videli pravzaprav, kako se, zaradi tega, ker takrat ni bilo velikih hladilnikov, kako je en delavec odrezal en kos mesa, pa potem porinil naprej in drug delavec razrezal drugo in so na ta način bistveno hitreje lahko meso razrezali na kose, kot je bilo potrebno. In potem so ti delavci prišli k njemu v tovarno in so mu začeli govoriti o tem, da tam nekaj razstavljajo na tak način, da bi tukaj lahko sestavljali. Potem so se s tem začeli resno ukvarjati njegovi inženirji in pravzaprav so ponovili postopek v obratni smeri. Kar so tam razstavljali, so tukaj sestavljali in takrat se njemu sestavi ta res velika matematična zgodba, da zdaj avtomobilov tako zelo veliko lahko naredijo, da bo to spremenilo ne samo cenovno politiko, ampak tudi vse ostalo. Z delavskega zornega kota gledano je pa potem on ugotovil in tudi po mojem precej cinično govoril, da največje nižanje stroškov je bilo takrat, ko je delavsko plačo dvignil na $5 na dan. Ampak on ni naredil to zato, ker, ne vem, zdaj tako romantično rekel, ker bi tako visoko cenil delo svojih zaposlenih. Ampak zato, ker ko je tekoči trak stekel, je naenkrat potreboval veliko več ljudi, ne manj, ampak ne zato, ker bi bili stalno zaposleni, ampak zato, ker je tako eksperimentiral s tem, koliko lahko še navije hitrost tekočega traku, da ljudje ponavljajo tisti en gib cel dan, da so se tako iztrošili, toliko poškodovali, da jih je mogel imeti bistveno več v fluktuaciji. No in pravzaprav tukaj se potem ta zgodba potem 100 let ne spremeni. Danes avtomobilske tovarne, tudi v teh kitajskih ali pa evropskih najbolj avtomatiziranih, vse skupaj štejejo na sekundne takte. No, ampak v glavnem Ford T ni torej prvi delavski avto, je pa avto, ki je bil naenkrat bolj dostopen vsem in to ni več igrača za buržoazijo, ampak postane pravzaprav nekaj, kar je postane dostopno. Takrat delavci ni več nujno, da živijo blizu tovarne, ampak ko imajo enkrat avto, lahko se peljajo pač z njim na delo 20 minut, 30 minut, kar pomeni, da si lahko svoj dom
večji ali pa pač bolj udoben, najdejo drugje. In to je to, kar je 20. stoletje potem z avtom skupaj delavcu ponudilo. No, ampak ko torej midva enkrat sprejmeva, da delavski avto ni nujno najcenejši avto, ampak avto, ki ljudem, ki živijo od dela, omogoča pošteno, uporabno in dovolj dosegljivo mobilnost, se seveda odpre zelo zanimiva zgodovinska taka galerija in ta je res svetovna pravzaprav, ne. V Evropi imamo hrošča, spačka, katerco, Fiatovi mali avtomobili so Mini, Jugo, na vzhodu Trabant, Lada, Škoda, Dača, no v Ameriki ta najnomenjeni že model T in pick-up, na Japonskem Corolla, v Indiji Maruti in tako naprej. Zdi se, da imajo vsi ti avtomobili, ne glede na državo ali režim, nekaj skupnega, ne? Niso bili narejeni za to, da bi jih občudovali, ampak za to, da bi z njimi živeli. Ja, zdaj ti si naštel že zelo veliko teh legendarnih, še posebej evropskih. Kar nekaj izmed teh je takih, da bi midva lahko posvetila jim celotno oddajo. Ker ne gre samo za to, da so pač avtomobili kot taki, ampak so tehnološko zelo zanimivi, predvsem pa nosijo bistveno bolj pomembno družbeno in socialno noto. Tako hrošč, kot recimo že ta razlika tudi čist v dojemanju tega, kaj pravzaprav osnovni avto pomeni med Italijo, Francijo in Nemčijo, je zelo zanimiva, ne? Hrošč kot en tip avtomobila, zelo pač narejen iz enega vojaškega koncepta, ne? In z drugačno praktičnostjo, v kateri se mora človek kar potruditi, da je praktičnost res, da doseže svoj namen, ker osnovni trikotnik pri delavskem avtu ni, da je avto najcenejši. Avto mora imeti visoko uporabnost, zanesljivost skupaj z nekakšnimi obvladljivimi stroški vzdrževanja, kar je v tistih časih, o katerih zdaj govorijo, se pravi v pretekliku, pomenilo to, da si ga lahko sam popravil, ne, ker to se je pač včasih počeli izdatno, ne, in da je seveda dostopna cena. Kar ni nujno, da je najcenejši avto, ampak uporabnost in vse ostalo je zelo pomembna. Ne? In če sem bil prej pri hrošču, je ta bila taka, kakršna pač je bila. Ne? Francija je zgodbo začela popolnoma drugače, tako z spačkom, kaj šele z katerco. Ne? To so visoko uporabni prostorsko avtomobili, narejeni čisto drugače. Skozi to vidimo, da so ti avtomobili prinesli pa zdaj tisto, kar sva prej začela s Fordom. Zdaj se ta delavski razred mobilizira, postane tudi večji potrošnik zaradi tega, postane med vikendom turistični porabnik, potovanja se omogoča in predvsem pa na delo. Ne? Tukaj se zdaj lahko delavec išče delo v večjem obsegu radarskega dometa. To je zelo pomembno. Tako. Če sva zdaj v zgodovinskem smislu delavski avto razumela kot avtomobil, ki je množicam omogočil osebno mobilnost, ne, se danes stvari zdijo precej bolj zapletene. Po eni strani avtomobilov nikoli ni bilo toliko, po drugi pa se zdi, da so za velik del ljudi vedno teže dosegljivi. Ne. Novi avtomobili so dražji, tehnološko kompleksnejši, napolnjeni z nekimi varnostnimi sistemi, emisijskimi pravili in digitalno opremo. S tem pa rastejo seveda tudi stroški servisiranja, zavarovanja, energije in vsega, kar sodi zraven. Poleg tega se seveda spreminja tudi samo delo. Ne? Delavski razred danes ni več samo človek v tovarni, ta pojem se je močno razširil in s tem se je močno razširila ali bolje podaljšala potreba po mobilnosti sodobnega iskalca dela. Zato se zdi, da je vprašanje delavskega avta danes še bolj odprto. Ja, po eni strani bi lahko rekla, da so vsi potomci teh avtomobilov, ki so jih prej omenila, pa če pogledava tudi recimo na japonski, ameriški trg, jih najdeva potomce. Ne za vsako znamko, pa za vsak model, ampak ostanejo. In seveda njihova osnovna baza kupcev lahko rečeva, da so še vedno recimo ta delavski razred, ki mu danes težko rečeva po starem, ne, beli pa modri ovratniki. Ampak ni pa to edina definicija. Potem, ko sva razmišljala, sem se vrnil na tisto osnovno, se pravi uporabnost, zanesljivost pa cenovna dostopnost. Ne? Ampak uporabnost se blazno spremeni, ko ti spremeniš pogled in razumevanje delavskega razreda danes. Ne? Uporabnost za nekoga, ki je, ne vem, neke vrste delavec, pa za nekoga drugega, ki je ravno tako delavec, ne, v tem širšem spektru, če tako rečeva, teh modrih ovratnikov, če jim še tako rečeva lahko, je zelo spremenil to, kaj od avta v njegove uporabnosti pravzaprav želimo. In danes je res veliko avtomobilov, ki to dosežejo. Vsi ti potomci in veliko novih. Ampak mogoče nekaj drugega. Najboljše prodajan
evropski avto je Dacia. Jaz ne vem, če ga lahko v celoti Dacia kvalificirava kot delavski avto. Mislim, v nekaterih primerih ja, ampak ne nujno. Predvsem je pa še ogromno drugih, ki so po mojem mnenju še bolj delavski. Sam ne znam dobro definirati zdaj delavskega razreda kot takega, ampak Dacia je pa zanimiva, že samo zaradi tega, ker nam pravzaprav pokaže sliko današnjega kupca, pa to ni samo delavec, ker tukaj, kot rečeno, ne iščejo najcenejšega avtomobila, hkrati pa avto ohranja uporabnost. To je pa se vrača nazaj. Uporabnost, zanesljivost in enostavnost servisiranja, ker so to vse stare tehnologije, in nižja cena. Ampak ne sme pa zgledati boleče poceni, in to je tisto, kar pravzaprav je očitno dobitna kombinacija. No, zdaj, če sva do sem prišla od Forda do današnje precej napete realnosti, kjer je avtomobil za večino še vedno nujen, a vedno težje obvladljiv strošek, se zdaj odpira seveda naslednje vprašanje. Kaj bo delavski avto v prihodnosti? Nekaj velja že več kot 100 let, delavski avto mora biti predvsem uporaben, kot praviš, mora biti praktičen, zanesljiv, dovolj prostoren, stroškovno predvidljiv in poganjan z energijo, ki človeka ne vrže vsak mesec iz tira. Zdi pa se, da bo prišlo še do ene velike spremembe. Avtomobila morda ne bomo več kupovali tako, kot smo ga doslej. Banke, zavarovalnice, proizvajalci in digitalne platforme bodo vedno natančneje vedele, koliko si lahko kdo privošči na mesec, in mobilnost se bo verjetno vedno bolj selila v naročniški odnos. Jaz sem prepričan, da bo prišlo preko tega, kar si zdaj rekel, ker zares naročniško razmerje ali pa nek nov način financiranja in nov način življenja z avtom, kot ga danes poznamo, bo z takim avtom, z novim hroščem, s pačkom, katrco, z fičkotom. To čakam, da se bo zgodilo, ker se mora zgoditi, ker to bo potem pa res preboj, da bomo vsi skupaj razumeli, da to je pa zdaj nova oblika lastništva, v katerem jaz od svoje plače, ki je, ne vem, toliko in toliko na mesec, mi naprej je popolnoma jasno, na mesec sem dobil toliko gre za otroke, toliko gre za šolo, toliko gre za hrano, toliko gre za najemnino in toliko gre za mobilnost. Vse skupaj. Avto, vzdrževanje, gorivo, vse ostalo. In jaz si lahko privoščim toliko. Zdaj pa to pomeni 150 evrov na mesec ali mogoče 300 evrov na mesec. Ampak in tam noter se bo našel prvi delavski avto. 100% se bo našel. In to bo potem pa pomenil cel cikl, ki se bo potem odražal tudi na trgu rabljenih avtomobilov in tako naprej. Tega čakam. APM. Poglejmo za konec, kako delavskega je ta teden vozil Janez Martinčič. Po novem kitajski MG ponuja tudi hibridno različico družinskega cestnega križanca HS. Spomnimo, gre za drugo generacijo tega 467 cm dolgega SUV-ja, ki je doživel tudi nekaj lepotnih in tehničnih posegov. Predvsem je opaziti bolj tanke žaromete spredaj, zadaj pa so luči v duhu modnih prijemov povezane z rdečo linijo. V kabini sta dva zaslona, ki sta združena, sicer pa je vozilo precej bogato opremljeno, tudi z dvostopenjsko klimo, pa sedeži, ki so oblazinjeni z umetnim usnjem, električno pomični in z možnostjo ogrevanja. Vtis prestiža poskušajo dvigniti lični rdeči šivi. Tudi kar zadeva varnostno opremo, se avtomobil lahko pohvali s precej dolgim seznamom. Morda ob tem le pripomba, da je samodejni vklop dolgih luči včasih malce zamujal. Pogonski sklop je recimo kar zanimiv. Osnova je 105 kW bencinski turbomotor, ki sodeluje s 146 kW elektromotorjem, sistemske moči je za 165 kW. Baterija ima zmogljivost 1,8 kWh, polni se tudi z elektromotorjem, ki omogoča, da se avtomobil občasno pelje samo na elektriko. Kakorkoli, avtomobil deluje suvereno in pospešuje odločno, če pritisnemo na plin. A vseeno smo ugotovili, da tak hibridni MG bolj spoštuje voznike, ki ga ne priganjajo pretirano. Nagradi jih z nepretirano poprečno porabo, tam približno 6,5 litrov. Ob tem velja dodati, da je poraba lahko tudi občutno nižja pri nižjih hitrostih in po mestnih ulicah, ko dodata svoje rekuperacija in seveda več vožnje na elektriko. Sklenimo, MG HS Hybrid Plus je vsekakor predvsem prijeten in prostoren družinski potovalnik, tudi dovolj zmogljiv in obenem tudi precej varčen, kar zadeva porabo goriva.
Inženirjem je tudi dobro uspel kompromis med udobjem in zanesljivo lego na cesti. S ceno z najbogatejšo opremo Luxury, blizu 34 tisočakov, se pričakovano uvršča med cenejšo bencinsko in dražjo priključno hibridno različico. Zaradi vsega, kar ponuja, se nam cena zdi zelo konkurenčna. APM. Pred dnevi nas je nekaj dni prevažal tudi avtomobil, ki se v zadnjih letih lahko v Evropi pohvali z odličnimi prodajnimi številkami. Pri nas ni ravno številka 1, saj za zdaj Renaultjevemu Cliu v razredu pač ne more konkurirati, a zna biti, da bo zdaj po prenovi postal bolj konkurenčen. No, tudi Clio je praktično nov, tako da na prvem mestu zagotovo ne bo premagljiv. APM. Mi smo vozili Sanderovo različico Stepway, ki jo zaznamuje nekoliko bolj crossover ali recimo pustolovska zasnova. Povečana je oddaljenost od tav, avtomobil je oblikovno nekako bolj drzen, tudi s svetlobnim podpisom v obliki črke T. Svetlobni podpisi na avtomobilih so v zadnjem času sploh dokaj obvezen element, ki služi prepoznavanju znamke oziroma modela. Nekateri mimoidoči so se obregnili ob pogledu na zlato-rumenega Sandera Stepway, češ saj sploh ni videti slabo, in se strinjamo z njimi. APM. V notranjosti je poudarek na udobju in prilagodljivosti. Vozilo je po novem opremljeno z najnovejšimi tehnologijami, ki ob udobju zagotavljajo tudi več varnosti za potnike. Pri polni zavesti pa lahko trdim, da je verjetno najzanimivejša novost pogonski sklop. Oznaka EcoG 120 pove, da sklop združuje 1,2-litrski 90 kW trivaljnik s sistemom bencin utekočinjen naftni plin LPG. Ob polnem rezervoarju za plin računalnik pokaže, da bomo lahko prevozili blizu 500 km. Ko zmanjka plina, se pogon samodejno preklopi na bencin. Če je rezervoar poln, lahko na bencin prevozimo nadaljnjih 800 km, skupno torej lahko blizu 1300. Seveda pa bomo čim več prevozili na plin, ker je vožnja na LPG občutno cenejša. Ob pogonu povejmo še to, da smo vozili različico s samodejnim menjalnikom, ki je po novem tudi lahko v kombinaciji pri različici EcoG 120. APM. Sandero Stepway je tako oblikovno kot po tehnični plati naredil, lahko rečemo, kar velik korak naprej. Z najbogatejšim paketom Extreme sicer že preseže ceno 22 tisočakov, kar nas morda napeljuje na to, da se ozremo naokrog in pogledamo, kaj bi se še dalo najti za podobno ceno. A so modeli Sandero na voljo tudi za nekaj tisočakov nižjo ceno. Saj številnim zagotovo ni nujno, da ima avtomobil vse, kar imajo najdražji. Avtomobil, promet, mobilnost.